Robert Rolih je ustanovitelj podjetja Uspeh, bolj znanega po blagovni znamki Akademija Panta Rey, ki je vodilni ponudnik izobraževanj na področju marketinga, prodaje in finančnega svetovanja. Rolih vsako leto vodi okoli 50 praktičnih seminarjev in delavnic, sodeluje pa z nekaterimi največjimi predavateljskimi zvezdami sveta. Po večletnem raziskovanju finančnih trgov in poslovnih modelov je bestselling avtor knjige The $1 Million Decision leta 2015 prejel naslov najboljšega evropskega javnega govorca. Da proučite ozadje delovanja finančne industrije. Povod pa je bila vaša huda izkušnja, ko ste izgubili ogromno denarja in skoraj da doživeli živčni zlom. Kaj se je zgodilo? Ja, tako. Torej, jaz sem bil podjetnik, ki je tudi kar nekaj denarja sem zaslužil v podjetništvu. In potem sem seveda se zavedal, da del tega denarja moram vlagati. Zato, ker če ne vlagaš del svojega denarja, seveda ne moreš nikoli pričakovati neke finančne varnosti, mogoče finančne svobode oziroma neke mirne upokojitve. Zato sem del denarja vlagal, mislim, kar velik del denarja sem vlagal, po nasvetu seveda finančnih svetovalcev, upravljavcev denarja in tako naprej. In potem, ko sem dejansko čez nekaj let šel preverjati, kaj se dejansko dogaja s tem denarjem, ker takrat mene ta denar sploh ni zanimal, sem rekel, vi skrbite za to in to je to, sem gotov, da ga je večina zginila. In me je to dejansko totalno šokiralo in to je bilo nekako najbolj mračno obdobje mojega življenja. Torej, zelo veliko sem delal, zelo veliko sem vlagal v podjetje in potem ta denar, ki je prišel ven z podjetja, torej kot dobiček, sem ga vlagal in od tam je pa zginil. In to me je tako, bi rekel, šokiralo in zato sem potem se nekako odločil, da bom sam prevzel kontrolo nad tem denarjem in da bom sam ugotovil, kaj se dogaja pri investiranju z našim denarjem. In knjiga je dejansko sad vsega tega potem raziskovanja, ki sem ga naredil v naslednjih letih. In tako ste želeli postati eden najbolj finančno pismenih ljudi na svetu, za kar se še vedno trudite. Zanimivo je, da ste ugotovili, oziroma trdite, da teh finančnih svetovalcev, upravljavcev in investicijskih skladov sploh ne potrebujemo. Točno tako. Kako, s čim to razlagate? Torej, sam pravim, da finančna industrija poskuša zakomplicirati področje vlaganja in investiranja. Zakaj? Zato, da bi mi naš denar dali njim in potem seveda oni s tem denarjem, ko ga oni upravljajo, oni ga seveda upravljajo tako, da bodo oni obdržali večino. Torej se naš denar tudi nepošteno pretaka v žepe finančne industrije na ta način. Sicer vse je legalno, vse dejansko zdrži vodo, ampak preprosto mi se ne zavedamo, da se večina našega denarja pretaka pač v roke finančne industrije, ko mi pač vlagamo naš denar. Pa poglejmo nekaj izjav udeležencev vašega nedavnega predavanja v Ljubljani. Robertova izobraževanja so, Angleži imajo eno krasno besedo awesome, pa amazing, se pravi, on razloži na tako enostaven način. Ni, da bi rekel, nekih pravljic samo, ampak v bistvu konkretno k bistvu. In to mi je pri njemu tudi zelo všeč, ker enostavno pač gre tudi dosti stvari iz prakse, ker veliko imamo nekih teorij in tako naprej, ta del mi je pa zelo pomemben. Se pravi, da res področje, na katerem kdorkoli predava pri njemu ali sam, govori iz sebe, iz prakse in to je tisto, kar verjetno tudi nam podjetnikom in ostalim največ pomeni. In vedno je namen seminarja to, da te brcne, da narediš korak naprej, da razmisliš, kaj bi lahko res uporabil in spremenil v življenju. No, svoja predavanja pilite do podrobnosti, poslušalo vas je že več kot 20.000 ljudi, na neko predavanje je prišlo celo 1500 ljudi. No, najprej ste se v Londonu izobrazili in spoznali vse, tudi umazane skrivnosti ozadja finančnega sveta. Zdaj pravite, da je vaše poslanstvo, da to znanje širite naprej. Komu naj ljudje sploh verjamemo? No, zadnje tudi vam. Se ne bojite, da bi tudi vi nekoč postali tak, kot so bili tisti, zaradi katerih ste skoraj da bankrotirali? Torej, moja osnovna ideja, tega, kar jaz točim, je to, da dejansko ljudem dam dovolj znanja, da lahko sami imajo nadzor nad svojim denarjem in da sami naredijo tiste ključne odločitve. In pri tem ne potrebujejo nobene pomoči, niti moje. Torej, ko ljudje dobijo prava znanja, lahko se svojo glavo seveda ugotovijo, kaj je najboljše za njih.